Zakaj sem se odločil kandidaturo? Za kandidaturo sem se odločil, ker mislim, da bo z gospodom Zoranom Jankovićem Slovenija dobila nov zagon, predvsem na gospodarskem področju, to se pravi na področju, kjer smo trenutno najbolj šibki. Ja, zdaj se bavil sem se 30 let v glavnem s proizvodnjo, zdaj se pa ukvarjam s trgovino v družinskem podjetju. Torej, Karin Jurše, v tem trenutku sem direktorica občinske uprave, drugače se ukvarjam tudi z predavateljstvom, se pravi, moje področje je predvsem podjetništvo, menedžment in pa inovativnost. Zakaj sem se odločila, da kandidiram na listi Pozitivne Slovenije, predvsem zaradi predsednika, gospoda Jankovića, kajti osebno menim, da je ta država pač zelo slabo vodeno podjetje, ki potrebuje enega resnega menedžerja, ki ve, kako se lotiti stvari, in iz tega razloga med vsemi, ki smo jih lahko videli in ki so se priglašali k tej poziciji, njega ocenjujem kot edinega, ki je v dani situaciji sposoben dejansko to državo peljati tam, kamor si pravzaprav vsi njeni prebivalci tudi želimo. Torej k nekemu razvoju, ki bo zagotavljal kakovost življenja prav za vse kategorije ljudi, torej ne samo za sloj najbogatejših. Jaz sem Petra Padežanin. Za kandidaturo sem se odločila predvsem zaradi pozitivnega slogana, Pozitivna Slovenija. Sem tudi sama pozitivka zaradi boljše prihodnosti. Verjetno svojim otrokom ne želim, da gremo dalje, tonemo tako, kot tonemo sedaj. Čisto preprosto. Dober dan, jaz sem Alenka Lampe, zaposlena sem v bančništvu, delam kot osebni bančni svetovalec. Študirala sem tudi turizem, podiplomski študij, zaključujem. Zakaj sem se odločila za kandidaturo, predvsem tudi tako kot moji predhodniki, zaradi pač gospoda Jankovića. Mislim, da naša država, kot vsi vemo, rabi vodja gospodarstvenika, ker je treba dvigniti gospodarstvo. To je osnovni problem pri nas trenutno. In mislim, da s tem, ko se bo dvignilo gospodarstvo, se bo dvignilo še vse ostalo. In ljudje, ki so sedaj, ki so se predstavili kot bodoči vodja, ki naj bi bili, ki si želijo biti Slovenije, mislim, da nihče ni pokazal v gospodarstvu še takšnih rezultatov kot gospod Janković in da mislim, da je on edini sposoben popeljati trenutno državo na nek nivo in na nek pozitivno raven, kjer zdaj ni. Dobro, jaz sem Peter Virfan, verjetno pravzaprav ni težko uganiti, zakaj sem se odločil za to kandidaturo. Čeprav moram reči, da sem se v zadnji trenutek. Jaz to moram povedati, nekih osebnih političnih ambicij nisem imel in jih tudi nimam velikih. Ampak sem na koncu ocenil, da glede na to, da sem že 5 let podpornik in sodelavec Zorana Jankovića, tudi kot mestni svetnik v mestni občini Ljubljana, da ga poznam že več kot 35 let, sem na koncu prišel do spoznanja, da je prav, da tudi s tem korakom dam tisto zadnjo podporo, ki mu jo lahko, da grem na listo kot kandidat za državni zbor, da pač svojim imenom, svojo prepoznavnostjo, s tem, kar sem naredil v tej svoji športni karieri, pa potem, bom rekel, tej novinarsko-komentatorski in morda še kaj, kar sem delal in delam v življenju, pripomorem k čim boljšemu izidu Pozitivne Slovenije in s tem povečanju možnosti tega, da bi Zoran Janković seveda zasedel tisto mesto, za katerega menim, da je v tem trenutku res edini pravi človek. Tudi sam smatram, da je Zoran Janković edini možni kandidat za bodočega predsednika vlade zaradi vseh referenc, ki jih je pokazal za svojim dosedanjim prizadevnim delom, zlasti pa zaradi tega, ker ob nuji seveda reprogramiranja gospodarstva daje veliko pozornost socialnim elementom v svojem programu oziroma v našem programu, zato se bom pač tudi na področju, ki ga sicer pokrivam tukaj v Mariboru in okolici, torej zdravstvenega varstva, tudi programsko zelo angažiral, da bodo s pomočjo volivk in volivcev potrebe tega najbolj ranljivega dela populacije pač pokrite, v kolikor nam bodo zaupali glas.